to doplačuje domsko oskrbo. Običajno se v te pogodbe tako ne piše, da tisti, ki prevzame oskrbo, prevzame tudi, ki prevzame kmetijo, posestvo, prevzame tudi skrb za tega izroščevalca oziroma za ženo, oziroma če sta oba še živa. Ostali pa, da niso udeleženi, če je potrebno slučajno pol kasneje doplačevati za dom. Saj dokler je na kmetiji, dokler je lahko doma nekdo, starš, ostarel, potem to običajno ni problem. So kar tudi tisti, ki prevzemi kmetije, kar zadovoljni, še kakšna pokojnina zraven pade, in si vsi skupaj malo pomagajo pa to. Če pa treba v dom, se pa takoj postavi vprašanje, kdo bo doplačeval za njega, in tisti, ki prevzame posestvo, največkrat je tudi dobro, da se napiše, da je on tisti, ki plačuje, če ostali nič niso. Če sta pa ostali tudi že dobili, če sta pol eni hčerki pomagajo zgraditi hišo, drugi dal pa en drug posestvo ali karkoli, takrat je pa prav, da pač tudi ona sodeluje zraven pri oskrbi, če bo ta potrebna. Tako da to je treba se vse o tem pogovoriti. To so stvari, ki se pogovorijo in s tem, da morate gledati malo naprej, ne samo, ko pišem jaz tudi te člene notar, ta oskrba, pa mora vam pripeljati hrano, pa mora zagotoviti to po obrok, pa so včasih starši pa otroci nasmihajo, pa pravijo, se mi se razumemo, veste, to je samo po sebi umevno, se razumete, ampak vi se postavite situacijo, da bo ta sin, ko ste mu dali posestvo, mogoče umrl pred vami, mogoče bo za njim ena huda snaha, ko vas ne bo lepo gledala, ali boste skregani z njo, mogoče vnuki ne bojo do vas prijazni, mogoče se bo kdo vdal alkoholu, ali pa bo postal narkoman, lahko bo za karto, za kocko, zdaj se vidite, ali se zapufil, eni se pač prekomerno zadolžujejo, si nakopo gor dolgove, Vi morate poskrbeti za sebe, da boste to imeli, če se tismu, ki mu date, pa mu tale hip zaupate, pa karkoli zgodi, da se sam v njegovi glavi nekaj spremeni po njegovem značaju, da postane drugačen do vas, ali pa da se njemu kaj dejansko zgodi, da umre, pa da njegov dediči do vas ne bojo tako prijazni. Tako da to ne samo gledati v tej situaciji, ki jo imate zdaj, ko veste, da je vaš sin zlat do vas, vaša hčerka krasna, da se res razumete, ne veš pa neko življenje panese. Tako da to je treba vse v pogodbe vnesti. Potem jaz zadnje čase srečujem kar vedno bolj pogosto, pridejo do mene ljudje, starši pa reče, bom dal pa posestvo ali pa hišo samo na enega otroka, z drugim pa nimam nobenih stikov. Jaz pravzaprav ne razumem, kaj se to dogaja zdaj s temi, s to našo generacijo, ampak vedno več je ljudi, ki staršev otrok, ki na nekem trenutku pravijo, da iz neznanih razlogov prekinejo stike med sabo, se ne srečujejo več, se ne obiskujejo, zginejo, ne vejo mame, kje so njihove hčere, ne vejo, kje so sinovi, pač nekam je šel, se ne javlja več. Vnuk, čeprav živi v istem kraju, ga ne pozna, sploh ne ve, kakšen izgleda, kako izgleda. Ne vem, pač očitno je to zdaj nek trend in to ogromno je tega. Letos sem vsaj 5 takih primerov imela družin, ko so mi rekli, nimamo stiku. Mislim, meni je to grozljivo, ampak kaj se to z ljudmi naredi, kaj se moraš skregati, da se brat, sestra ne poznata, da staršu ne pogledaš več, da te ne briga. Imaš pa primere, dokler so pač starši živ, se ne briga, pač po dediščino pa pride, ne pride niti na pogreb, pride pa pač ki je treba dedovati, tako da, in v tem primeru starši dostikrat rečejo, pač on je na mene pozabil, jaz pa bom tudi na njega, nočem, da karkoli deduje po meni, zdaj praviloma otrok ne moreš, otroci dobijo vedno nujni delež, se pravi, pri dedovanju ga dobijo, ampak če ti za časa življenja pa skleneš eno v drugo vrsto pogodbe, se pravi, to so pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali pa pogodbe o preužitku,
S to pogodbo se pa nujni deleži izničijo. Se pravi, v tem primeru pa otrok, ki ne želi že po tebi deduje, tudi po tebi ne bo dedoval, ker si se ti dogovoril s drugim otrokom ali pa celo čist tujo osebo. Ni treba sploh, da je otrok, lahko je čist tuja oseba, čist neznanec, ko ga dobite preko oglasu. Če se vi s tem dogovorite, da bo on prevzel skrb za vas, da bo skrbel za vas, vi pa mu v zameno izročite svoje premoženje. To se lahko zgodi na dva načina. En je pogodba o preužitku, s katero postane ta prevzemnik, lastnik takoj, ko se ta pogodba podpiše. S tem, da si mora v tem primeru ta, ki premoženje da, zagotoviti isto kot prej rekla, se pravi služno stanovanja, oskrbo, nego, pa to vse, da mora pač ta skrbeti za njega. Druga pa je, da se ta prenos naredi šele po smrti tega, ki ima premoženje, se pravi, to je pa pogodba o dosmrtnem preživljanju. Takrat se pa pogodba velja že takoj, ki je podpisana, ampak mogoče bo učinkovati bo začela šele takrat, ko nekdo umre, in takrat gre pol ta, ki je pogodba v njegovo korist napisana, do notarja. Plačati mora takrat davčne obveznosti, če ni prvi dedni red, in to se potem in se vpiše v zemljiško knjigo kot nov lastnik, brez da bi bil zapuščinski postopek. Tako da takrat se pa izognete temu, da bi kdorkoli od otrok ali pa en od otrok ali pa pač tisti, ki ne želi, že deduje, ne pride zraven v ta krog dedovanja, ker ne more zahtevati nujnega deleža. Tako da se pravi, to so te pogodbe o preužitku, pogodba o dosmrtnem preživljanju. Zdaj, jaz osebno se zelo nagibam k temu, da se to ne dela za hrbtom otrok, da se vi vsem pogovorite doma, da dajte to na dnevni red, pa se dajte pa reči, kako bo to šlo, ker kakorkoli boš, zato ker te en pač od otrok pozdravlja dosti prijazna ali pa se ti zdi, da ni do tebe dosti prijazna ali karkoli. Če boš to naredil in ga boš na ta način spravil ob dediščino, pol veste, da se generacije naslednje ne bojo več med sabo razumele, da se pol tudi brata, sestre ne bojo več lepo gledali, in to narediš pol prepir za vse rodove delč naprej. Tako da še zmeri, tudi če so te pogodbe, pa če rečejo, ne maram detalje, deduje, še zmeri pravima ni neka možnost, da se pa vse poskušate pogovoriti. Tako da to je tisti skrajni primer, ko pač je ta pogodba pač potrebna, ampak če pa nimate dediču, pa to je pa to seveda normalno, da se sklene ena od teh pogodb. Tako da te pogodbe se delajo pri notarju, tako da notar vas takrat še posebej opozori vse, kakšne so posledice tega, tako da v vseh situacij pa pač ne moreš zmeri predvideti. Če zmeri lahko pride do sporu, še zmeri, ampak čim bolj natančno mora biti to napisano, kar ste se dogovorili. Potem dedovanje, se pravi, ko pride do dedovanja, ko oseba umre, verjetno ste se že vsi srečali kdaj s temi postopki, kako to poteka, ampak vidim, da marsikdo še vedno tega ne ve. Tako da prav mogoče morbidno o tem govoriti, se pogovarjati, ampak dobro je, da veste. Se pravi, ko nekdo umre, se gre na upravno enoto in se pač tam dobi mrliški list. Običajno tam v kraju, kjer je umrl, če je to v kraju bivališča, dobiš pač na svoji upravni enoti, drugače tam, če je bolnica, v bolnici. In v tistem kraju, prav, če bo nekdo iz Velenja umrl v Celju, bo mrliški list izdala verjetno upravna enota v Celju. Če bo tukaj doma na domu, bo upravna enota v Velenju. No in takrat ob izdaji smrtovnice ali pa pač v določenem času po smrti upravna enota pozove tistega, ki je urejal pogreb ali pa dediče ali pa pač za katere ve, da so, da naj pridejo urediti smrtovnico. To smrtovnica je ta dokument, v katerem se popiše že na upravni enoti premoženje in se napiše, kateri so dediči. Zdaj upravna enota nima nobene pravice na matičnem uradu iskati, kdo so dediči. Se pravi, oni morajo pač upoštevati tiste, ki jih vi povete. Če bo matičarka pač vedela, da še on obstaja, vas bo sigurno
vprašala, kaj pa on nezakonski, ne, on ga sva pozabil, ne, ampak praviloma pač tam priglasiš dediče in priglasiš premoženje. Ni potrebno, da se v detajle tam pač pove. Dobro, zdaj so te elektronski dostopi do zemljiške knjige, do nepremičnin. Fajn je, da prinesete recimo že izpisek iz zemljiške knjige ali pa pač ta geodetski popis nepremičnin in da povete pač ata, ki je umrl, ima hišo, pa ima kmetijo, pa ima to, pa ima avto, pa ima puško. Recimo puške so tiste, ki jih je treba registrirati, ne, orožja so potrebna, se mora posebej registrirati, potem ima delnice, ima traktor recimo, ki je potrebna registracije. Take stvari, za katere je potrebna registracija, je treba prijaviti pač v zapuščinski postopek, ker če ne bojo prijavljene noter, če boste na nje pozabili, pol jih ne boste mogli prepisati na sebe, ne? Tako da je tudi pri parcelah, ampak to, kar na upravni enoti uredite, na matičnem uradu, to je v bistvu šele začetek postopka, ne? Vi tam povete, 3 otroci smo bili, pa že vdova je še živa tudi, ne? Potem to upravna enota napiše in pošle na sodišče. V roku meseca, 2, 3, odvisen, nekatera sodišča malo prej, nekatera kasneje, razpiše sodišče zapuščinsko razpravo in povabi dediče, za katere ve k dedovanju, ne. Vmes lahko, če ste koga pozabili, ne, namenoma ali pa res pozabili, sploh ne veste, včasih se je javil kak nezakonski šele kasneje, niti nisi vedel, da obstaja, ne, recimo, se lahko pojavi tudi tekom zapuščinskega postopka, lahko pride tudi na samo obravnavo, lahko se že prej javi v sodišču. Zaprav sodišče razpiše razpravo, prvo zapuščinsko razpravo in na tej prvi zapuščinski razpravi se ugotavlja, kaj je ta, ki je umrl, imel, kakšno premoženje je imel, pa kateri so njegovi dediči. Jaz včasih karikirano rečem, na prvi obravnavi sodišče pogleda, pošteje dediče, pa vidi, ali se bojo med sabo pobili, ali se bojo pogovorili, ne? Tako da dejansko se že na prvi se že malo pokaže, v katero smer bo šel postopek in lahko se zgodi, da ga že na prvi obravnavi tudi konec, ne? Da boste lahko že vse uredili na prvi razpravi, ne? Če se med sabo razumete, če je vse jasno, potem lahko, da bo ena in edina razprava. Če se na prvi obravnavi pojavi neka oporoka, za katero niste vedeli, ali pa tudi, če je oporoka, s katero se pač ne strinjate, ki vam je, ker se vam zdi, da ste premalo dobili, ste bili prikrajšani, ali pa jo ni ata napisal, rečete, tole ni njegova pisava, tole je ponarejen, tole, če karkoli od tega se pojavi, potem bo sodišče razpisal, bo rekel, v redu, zmenite se, tla imate kopijo te oporoke, pejte vprašati, pozanimite se, je to njegova pisava ali je bil takrat, ki je pisal prišteven, pogledajte po datumi, ali ni bil takrat mogoče v komi že, pa ni mogel podpisati, ne. Tako da vi dobite ta dokument in preberete oporoko in pol doma v miri se pogovorite, greste k odvetniki, se pogovorite in pol vidite, a je možno v tem smislu, kot je oporoka, peljati zapuščinski postopek, oziroma če ni oporoke, ali boste dedovali direktno po zakonu, no. In zmeri ima sodišče čas in voljo in je pripravljeno, saj jaz mislim, da je vsak sodišč sodnik takšen, da če boste rekli, nismo se še zmenili, radi bi se še pogovorili, tole moramo še razčistiti, dajte nam še en rok, da se pogovorimo, zmeri vam bojo še predstavili obravnavo, pa boste rekli, pridite čez en mesec. Preden bo, tudi če boste zapeli pri oporoki, pa boste rekli, tole bomo mi spodbijali, ker se nam mogoče zdi, da ni ta prava, ne. Karkoli boste naredili, dajte si vzeti čas, da se pogovorite, ker v tistem trenutku boste rekli, oporoke ne priznavam, oporoka ni veljavna, takrat bo sodišče zapuščinski postopek ustavil, pa bo rekli, ok, zdaj imate pa 30 dni časa in vložite tožbo. In ste noter v pravdi, v tožbi, ki bo trajala leta in leta. Se bo vlekla, bo koštala, bo veliko stroškov za odvetniki, z izvedenci, z vsem živim. Tako da, če niste sigurni, če se morate še prepričati, če se morate še kaj pogovoriti, dajte si vzeti čas, prosite sodišče, da vam ne da rok, da boste naslednjič pa mogoče prišli z neko rešitvijo,
preden greste v spor. Tako da to probite se res pogovoriti, ker to spori trajajo po 10 let, še več, to je katastrofa. Da čas ne morete razpolagati s tem premoženjem, nagajate si lahko super, fajn, en drugemu skregate se do živega in mrtvega, ne. Tako da probite se pogovoriti, vzemite si čas, prosto sodišče, pravim, jaz na noben v teh sodiščkarjih nisem še naletela, da bi sodnik rekel, ne, hočem, da se danes vse pogovorite, ne. Tako da, če imate možnost, dajte se pogovoriti, pejte, mogoče pridite na naslednjo obravnavo z odvetniki, bojo mogoče oni lažji se kje zmenili, ali pa ne, ali pa vsi brez, ali pa kukarkoli, no, v glavnem, vzemite si čas, da se probite pogovoriti. Se pravi, če pride do spora, je to pol štala dejansko, no. In v zapuščinskem postopku fajn je, zelo dobro je tudi to, da se vi pred tem, tudi če se vse razumete, če vi že naprej vete, kako boste dedovali, če se bratje, sestre dobro razumete, je dobro, da se prej že dogovorite pred obravnavo, kako bi rad dedovali, recimo. Če recimo, ne vem, nekdo dobiva socialne prejemke ali karkoli takega, mogoče mu ne paše niti, da dobi dediščino, ne. Pol imate, zdaj, če recimo so primeri, ki so zdaj te osebni stečaji, tak recimo se ne more odpovedati dediščini, ne. So tak detajli, ki je fajn, da veste, kaj se z njimi zgodi. Recimo, vi že tudi mogoče veste, da so, ne vem, so dve nepremičnini, ena hiša na enem koncu, eno stanovanje v bloku, enega bi dobil eden, drugega bi dobil drug otrok, recimo, to že veste, da bo v končni fazi, da boste to tako razdelili, ampak v tem trenutku, ko do zapuščine pride, pa še niste sigurni, boste to speljali. In pol rečete, v redu, pa dajmo vsak pol dedovati, pa se bova pol zmenila, kasneje, ko bo konec postopka. To je zelo slabo, ker boste, če dedujete po starših, je to brez davka. Plačate si te stroške zapuščinskega postopka, so neki stroški ampak dedovanje je neobdavčeno. V prvem dednem redu ni davka. Če boste pa rekli, brat, sestra, vsak pol dedujeva, pa čez kak let bomo pa razdelili, pa bo sestra stanovanje dobila, brat bo dobil pa hišo. Ko boste takrat delili po končanem zapuščinskem postopku, boste med sabo plačali davki, to krepki davk, velik davk. Ker bratje, sestre so že v drugem dednem redu stališča davku in so obdavčeni. Se pravi, če imate vi tudi v zemljiški knjigi, če ima kdo že zdaj kako tako situacijo, da ima gor opisane kakšne druge, kakšne brate pa sestre, to tudi, če vam podarijo, če rečejo, zastonj ti dam tale delež hiše, zastonj delež parcele, karkoli, to ni neobdavčen. To je vse z davkom podprto in če vam bo solastnik prodal, če bo rekel, plača mi za to pač določen delež, določeno kupnino, boste od tega plačali 2% davek, plus mogoče še davek na dobiček. Če vam bo podaril, bo davek bistveno višji, ker davek na darila se začne pri 5%, ampak je pot neka lestvica proporcionalna, ne, in lahko doseže tudi 10, 15, 20 evrov, ne. Tako da to morate pred zapuščino, je dobro, da se menite, če že zdaj veste, da ta njiva, ta pašnik, ko se drži od hčere hiše, bo tudi enkrat od nje, pa da jo bo dobila, dajte to že v zapuščinskem postopku reči, ne dobi, ne. Ali pa, ne, dajte si že zdaj razdeliti, če veste, kako boste, ker kasneje boste plačevali davke od tega, ne. V prvem dednem redu jih ne, kasneje jih pa boste, ne. Tako da to je dobro, da se pred zapuščino pridete posvetovati do notarja. Zdaj te prvi pravni nasveti običajno, ko stopite čez vrata, niti ne stanejo. Ne vem, jaz nikoli ne računam tega prvega posveta. Oziroma tudi, če boste dali tam 225 evrov, je to bistveno boljško, kar če boste pol kasneje plačevali visoke davčne obveznosti, ne. In tako da to res je dobro to pozanimati, no. Nekom, ko to res ve, ne, ti si rekla kazala, pa tam v nedeljski dnevnik po nasvete spraševati, ampak pete do nekoga, ki to res pozna, ne, ker mi običajno notarji poznamo te davčne finte, ne, tako da
da vemo, ne bom rekla, da se jih izogniti, ampak pač kje biti previden, da te ne doleti več, kot bi bilo treba. Ne? Pri dedovanju je pomembno tudi to, kar večina ne loči med ljudmi, odpoved dedovanju ali pa odstop dednega deleža. To sta dve popolnoma različni stvari. Ljudje mislijo, da je isto, pa ni. Ne? Se pravi, nekdo je umrl, ima 3 otroke, ne? In bo en od otrok bo rekel, jaz nič ne maram, ne bom nič dedoval, nisem dedič, in v tem primeru ga sodišče ne bo štelo kot dediča, bojo napisali, da je dedič, ampak se je odpovedal dedovanju in ne deduje. Zapuščina se v tem primeru deli na 2 dela, ne? Se pravi, ker on je svoj delež pustil, ga ne bo vzel in se deli zapuščina na 2 dela. Če pa se zmenite tako, da so 3 otroci, pa bo en rekel, jaz pa odstopim to sestri svoj delež. Ne? To pomeni, da bo še zmrl, se bo delila zapuščina na 3 dele, samo sestra bo dobila 2/3, tudi od tega se je odpovedal, on ta drug bo dobil pa 1/3. Ne? Se pravi, zapuščina je proporcionalno je drugačna, matematika je drugačna pri tem, ampak hujša razlika pa je v tem, da tisti, ki se je odpovedal dediščini, ne odgovarja za dolgove zapustnika. Velikokrat se zgodi tako, da nekdo umre, misliš, ima fajn premoženje, ima veliko tega, pol se pa začnejo, ki je zapuščina, pa pride on mu dolžen, drug mu dolžen, ta prinese neko zadolžnico, hipoteka je, ki je treba plačati, davčni dolžen, mogoče kaj veš komu, ne. In v tem primeru, ali pa recimo, če si dolžen Telekomu, do smrti te bojo ganjali, oni ne bojo pustili za 5 para, ne, recimo, ne. In oni, te upniki se lahko pojavijo tudi kasneje, ko si ti že dobil dediščino. Če si se odpovedal, tebe ne briga. Lahko pufu, kukar jih češ, tebe se ne dotikajo. Če si pa dediščino odstopil sestri, če si sprejel, pa pomeni, da si jo sprejel, da si 1/3 dediščine sprejel, sicer si jo dal sestri, ampak s tem si prevzel tudi dolgove. In te bojo kljub temu, da nič nisi dobil v končni fazi, da si vsega se odrekel, vse si dal sestri, te bo en Telekom ali pa ena davčna, tudi tebe preganjal do konca, dokler ne bo ta dolg poravnan. Prav, to je treba biti previden. Če veste, da so vaši starši, da so čisto v redu poslovali, da niso imeli dolgov, starejša generacija, ali pa sploh kmete so previdni pri tem, ne, bolj se nimate kaj bati, ampak včasih kak mlajši umre, veste, da ima en kup pufu, hipoteko še, ne vem kaj, no, jaz sem imela primer prijateljice, ki je umrl sin, ki je glih pred tem kupil stanovanje, 3 obroki so bili plačani, pol ga ni več naprej plačeval, bil je dolžen isto Telekomu, in ona se je odpovedala v korist vdove, v korist snahe. Ta snaha je lepo tudi nič ni plačevala in je Telekom to mamo, ki je že sin umrl, ki ni nič po sinu dobila, ko je ti stanovanje šel, itak se je pa zafračkal. V glavnem je mogla vse te dolgove, ki so se pol pojavili, mama plačati, ker snaha ni bila iztožljiva, ni imela premoženja, ki bi se ga dal karkoli iztožiti. Tako da to je treba biti v tem primeru previden, da se ti nekomu odpoveš v korist nekoga, ker si boš lahko s tem naredil medvedjo uslugo. Vse največkrat ni, ampak se vidite, koliko je teh dolgov, da so mlad zapufan, prav, če te kredite vzame, tako da tudi, recimo, če pa dolgovi so, včasih se že takoj vidi, da so dolgovi, ne, je pa treba tudi malo kalkulirati, ne. Zdaj, če vidite, da je predmet zapuščine hiša, ki je vredna 100.000 evrov, da je ata pustil to hišo, obenem ima pa kreditu, pa raznih drugih dolgov za 100-200.000 evrov, kaj boš s tako dediščino, ne. To pomeni, da si nakopil samo dolgove, zdaj razen, če imaš sentimentalno, da želiš, da posestvo ostane v domačih rokah, da ne gre v tuje roke, da to ostane v družini, takrat boš sprejel dediščino in poplačeval te dolgove. Takrat odgovarjaš do višine premoženja, ki si ga podedoval, ne. Se pravi, če je
če si podedoval 100 000, dolgov je 120, boš mogel povrniti 100 000 dolgov. Tistih 20 pač bojo mogli upniki požreti, ne, bojo izgubili, ne. Se pravi, do višine premoženja se deduje, ne. Če je hiša vredna 100 000 evrov, dolgov je 50, boš pač tistih 50 mogel nekomu plačati, ne. Tako da takrat je treba pač ocenjevati. Če je res tukaj dolgov, pa mogoče še kak tak dolgovi, da so se pri kakih privatnikih, pa pri kaki mafiji ljudje zadolževali ali karkoli, pa je boljš pozabiti na tisto dediščino, pa imeti nobenega opravka več z njo, pa se odpoveda. Takrat dediščina pride v roke države, ne. Tako da, če pa želite ohraniti, da veste, da bi jo rad hišo domačo imeli, ker je pač vaša domača hiša, takrat je pa pač treba dolgove nekako poplačati, ne. Zdaj v zadnjem času tudi veste, da je zelo aktualno to, da se domska oskrba krije pač iz teh stroškov iz premoženja, ne. Če gre nekdo v dom, če noče noben doplačevati za njegovo oskrbo, če so tudi otroci sami v slabem socialnem stanju, da že sami komi živijo, ne, pa je pa treba za očeta, ki je nepokretna ali pa na tem oddelku za dementne zaprtem, recimo, ko pride oskrba ogromna, ne, recimo, on ima pa nizko pokojnino, ne, plačevati, če je treba doplačevati in če oni nimajo, potem bo prispevala k doplačevanju država, ampak se bo za tista doplačila usedla na nepremičnino, ne, se pravi, oni dajo v zemljiško knjigo, se vpiše prepoved odtujitve oziroma obremenitve v korist občine običajno, no, oziroma preko centra za socialno delo se to vpiše in seveda prej treba izkoristiti oziroma izčrpati tudi druga sredstva, ki so na razpolago. Tukaj se morate znajti pa poiskati pomoč, če je treba varstvene dodatke uveljavljati, če je treba pomoč in postrežbo, ampak še zmeraj, če zmanjka špage, če še zmeraj treba doplačevati, potem bo za tisto razliko, če bo občina vsak mesec dala 200 evrov zraven, če bo to trajalo 5 let, bo ta terjatev rasla, ne, pa pol na koncu, ko bo ta mama umrl, tisti, ki se je za njega doplačeval, se bo občina priglasila v zapuščinski postopek to terjatev, bo rekli, tukaj let smo plačevali po 200 evrov vsak mesec, zdaj tisti, ki deduje, mora ta strošek povrniti, ne, tako da takrat se pol iz te zapuščine se pač ali se poplača že prej, ali dedič reče, bom poplačal, če vidi, da ne more, potem se pač nepremičnina more prodati in se takrat pol poplača ta terjatev, ne, tako da to je zdaj pač na žalost, je to zadnja leta, je to kar na večjih nepremičninah vidimo, da so te prepovedi, ne, tako da sploh tisto rab kako dolgotrajno oskrbo, da so nepokretni, da so takrat pridejo veliki stroški, ne, so oskrbe tam jurja pa pol ali pa še kuk, ne, ali pa da so poslovno nesposobne osebe, ne, da so prizadete duševno, recimo, pa deduje premoženje, ne, takrat običajno take osebe lahko, recimo, da so pač prizadete, živijo zelo dolgo, so fizično močne, imajo močno srce, ne, ampak nima pa nobenega, da bi plačeval za njih, ne, in pol gre se to seže gor pač na njihovo premoženje, no, takrat je tudi težko karkoli razpolagati s tem premoženjem, ne, tako da pravim, to so te stvari, ki je fajn, da se zanje ve, oziroma se pozanimate, kaj v tem primeru narediti, ne. Ja, zdaj